2. člen ustave. Slovenija je pravna in socialna država. Kako je pravna, vemo. Kaj pa socialna? Socialna država. Nemam kaj dosti govoriti, samo to vam povem, da imam 220 evrov pokojnini. 180 evrov, to se ne more živeti. Pa nisi naš vreden. Žena ima 35 let, ima pa 360 evrov. Naši sogovorniki so jo odnesli še dobro, če se spomnimo Vegradovih samskih domov ter neizplačanih plač in prispevkov. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ni le hiša žalostnih zgodb, neplačanih prispevkov ter nizkih pokojnin. To je tudi hiša sreče za številne veljake, ki so zavozili svoje podjetja, a prejemajo zaslužene in izdatne pokojnine. Upokojenka je menda tudi Tovšakova, ki jo je že tako odnesla bolje od svojih delavcev. Njo prevaža in hrani država, delavcev pač ne. Upokojenci pa imajo tudi manj nezdravih navad. Ne kadim, ne pijem dosti malo. Če nemam, bi, pa če bi imel, pa ne. Če bom kadil, ne bo za kruh. Uradnih podatkov o Tovšakovi ni mogoče dobiti, po neuradnih pa naj bi njena pokojnina znašala več tisočakov. Podjetje potone, ona je sita. Hvala za rože, pravna država. Prepovedano. No, Hilda si še s čim ne beli glave. Veste kaj, hudo je za tiste penzioniste, ki so si vse življenje od ust pretrgovali, da so eno hišco zgradili, pošteno plačevali kredite, zdaj pa nepremičninski davek. Smilijo se mi res. A usoda slovenskega upokojenca ni nujno vezana na popuste v trgovinah in čakanje na vrsto v domu za ostarele. To priča primer Hermana Rigelnika, velikega veljaka Slovenije, človeka, ki je ustvaril 120 milijonsko izgubo, sebi pa majhno stanovance pod Ljubljanskim gradom. Pokojnine starim ljudem ne moremo odvzeti, čeprav so razlike očitne. Kako ne moreš, oni imajo denarja dost. Kaj pa družine tega otroci, ki so tako lačni? V šolo gre, pa je cel dan lačen. A to pa lahko, ne? Gospa Rigelnik, Tovšakova in ostali tajkuni ne poznajo lakote.